Evo. Čudovito, nestresen začetek snemanja. Tako, Čudovito, Andraž, ker se nismo dolgo slišali, videli, kako si izkoristil zadnja 2 tedna, kaj se ti je dogajalo, Razen da si updateal kompjuter. kako si jih preživel. Zdaj si me pa našla. Sem pa tako nepripravljen, kot na zadnje užival na vprašanje, kako smo preživeli poletje, pa sem pol 3 Excele na papirju vam potegnil. Hočeš reči, da je bilo dobro, v redu, pa ne, fajn, vse fajn, super je. Preživeli smo začetek šole, to se mi je zdelo zelo pomembno. No, to, nisem, 2 osnovnošolki, to je kar izziv, med drugim sem bil na enem roditeljskem sestanku. A si v teh svetih staršev? Ne, k sreči v našem razredu se je nekdo kar sam javil, nekdo, ki je že bil lani, sem mu zelo hvaležen. Je bilo pa fajn izkušnja. Na enem od teh roditeljskih, namreč ta mlajša je dobila eno učiteljico, za katero so prej govorili, da je strah in trepet in groza in sploh in Pa se je pa skazalo, kaj se je skazalo, dvoje se je skazalo. Prvič, da imam jaz v bistvu v razredu upravka z starši, ki so ena druga generacija. Nekoliko starejši. In gre se za generacijo Y, ki je na telefonih zelo domača in ima tudi zelo rada razne skupine. Učiteljica na drugi strani je pa že letnik, ko bi že morala biti v penziji, je pa še kar old school, in to seveda meni je to blazno všeč. Nekaterim drugim pa očitno ne. Tako da se je izkazalo, v bistvu, da ne gre za ne vem kakšen strah in grozo učiteljico, ampak za v bistvu učiteljice, kot so nekoč bile, in nekatere mlajše generacije imajo s tem manjše izzive, tako rečem. Evo, to se mi je zgodilo, ker mi najprej ostali, boomer. Kako ste imeli? Antiša, ajde, Aljaž, vidim, da te tišči. Ne, jaz samo Andraža zabavam. Jaz sem bil tudi na roditeljskih sestankih. Tako da pač te masovke so sploh super, ker imaš dvorano, v kateri je približno 200-300 staršev, na kar se pač najde, ne vem, neka mama ali pa oče, se vsem, pač nek zelo zasekiran starš, ki si je vzel dopust, zato da se pripravil na sestanek ob 6. zvečer. Wow. In ga potem blazno zanima, v pričo cele generacije staršev, zakaj ima pa njegov otrok med 3. pa 4. uro pauzo. In niso mogli tega naštimati, a vendar ne vejo, da ima on tenis popoldne. Tako da, take imaš. V življenju vsakega helikopterskega starša obstaja še bolj helikopterski starš. Tako da, evo. Zgleda, da je zelo luštno biti učitelj oziroma učiteljica danes. To pa zagotovo. Tega si pa po mojem ne želiš. A ne? Ja, po mojem. No, jaz bi pa sem to vas obvestila, ker vem, da radi zahajate v gost. Gob še ni. V gost. Kaj se pa z gozdom zgodil? Klopov pa upam tudi ne več. Ne, letos je v tem pogledu dobra sezona, torej vsaj moja izkušnja je takšna. Ja. Ampak je pa zelo slabo, da smo že skoraj konec septembra in gob skoraj da sploh še ni. Še kar čuden začetek jeseni, ni gob, zelo pa čuden. lastovk tudi največ. Pa fig je bilo tudi zelo malo. Jaz sem bil pred kratkim na Škofijah in ne vem, če sem pač kamor hodem vsako leto takle čas po fige in ne vem, če sem jih 10 ubral, ne. Ja. No, tudi grozja je bilo manj. Je pa, evo, med tem, ko se nismo videli, Apple spregovoril slovensko. You gain some, you lose some. Če ni fig, je pa slovenščina. Jabolčki so. Tako, dej Aljaž Špico, ker imamo tak plan, da bo za 15x35. Pred nami je častna naloga. Najtežje funkcije v politiki bi predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Pa povedala, da za vsako ceno in vedno vlade podpirala ne bo. Srečno Slovenija, če zbori vzame. Sam ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Da smo na akademiji, kot da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Brez nervoze, gospa, brez nervoze, kar umirjeno. Ja, LDGD, kar še nisem na začetku, bom zdaj, in sicer z vami smo Andraž Zorko, Valikon, privatnik Antiša Korljan, Aljaž Pengov Bitanc, pengovski.com in Nataša Briški Metina listam, to pa je podcast LDGD, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike,
Aljaž, te pa prepustim finančni del. Ja, politike in politikov ne jemljemo resno, jemljemo pa zelo resno vaše donacije, izraze podpore, solidarnosti in materialnega suporta. Podatki o tem in navodile o tem, kako nas lahko LDGD in LDGD-jevce in Metina listo podprete, najdete na metinalista.si. Vsak evro je dobrodošel, rubljev ne sprejemamo, forinte pa samo v velikih količinah. Koliko jih je pa potrebnih, da sploh kaj štejejo? A to kaj veš? Igen. To pomeni ne, Nataša. okej. To pomeni v madžarščini ne. Človek ve, ne? Človek ve. No, teme današnjega pogovora, tokratnega, to be komisarka Kos, to je novo, kar se nismo videli, predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, potem imamo nekaj ministrskih rošad in če bo ostala kakšna sekunda, morda še posvetovalec, ki je na vidiku glede JEK2. Ajde štartamo, če se nam je okej, da štartamo s Kos, komisarjenje, ki je mogoče tako dosti vroče. Skratka, premier Golob je, kar se nismo videli, imenoval Marto Kos za slovensko komisarko, nekdanja novinarka, veleposlanica, poslovna ženska, vodja združenja Ona ve, je v sredo opravila zaslišanje pred odborom Državnega zbora za EU zadeve, ki jo je potrdil po strankarski liniji. Čakamo, zdaj to še ni znano, kar snemamo, ampak naj bi jo potrdila tudi vlada. Pristojna je, kot je objavila predsednica komisije, bo za širitev, seveda, če jo potrdijo, zraven je še obnova Ukrajine. Kakšna mnenja imamo glede imenovanja samega, glede procesa, glede resorja? Kar roke gor, kdor bi želel štartati. Se vas vidim. Nataša, nekaj ustvarjati vtis, da se vidimo, kajti ne vidimo se. Ja. No, prav bom pa jaz, ker je šel na to temo en blog post, da ne rečemo tudi ena kolumna v vsaj približno respektabilnem mediju izpod mojih prstov. Skratka, končni izplen je bil kar v redu, glede na to, da si je Slovenija že vrsto let, vrsto mandatov prizadevala tudi iz prestižnih razlogov, da ne rečemo iz geostrateških, dobiti širitev, resor širitve. Način, do katerega je to prišlo. Zgodba, v katero se je zapletel premier Golob, prvič z imenovanjem vesela, drugič z ignoriranjem ustaljenih evropskih praks pri nominiranju kandidatov in kandidatk, neupoštevanjem spolne kvote in pa še potem s tem mutenjem okoli pisma, je pa taka katastrofa, kot da ne bi bil 2 leti v politiki, ne bi bil 2 meseca v politiki. In se bojim, da je po nepotrebnem, on sicer govori o tem, da je to velika priložnost in izraz spoštovanja, ne vem kaj, za Slovenijo, da je sebi naredil škodo, kandidatki je naredil škodo in tudi na nek način komisiji Ursula von der Leyen je tudi naredil škodo. Evo. Andraž, kaj pa ti meniš? Ja, jaz pa mislim, da imam malo drugačno mnenje. Meni se zdi pa to neke vrste zmaga. Zdaj, za koga čist pa v kakšni meri drugo vprašanje. Zdaj, če gremo do zadnja, Slovenija je dobila resor, ki bi si ga verjetno lahko samo želela. Tle mislim, da ni prav veliko deljenih mnenj. To postavlja našo državo v neko novo pozicijo napram državam južno od nas, predvsem, čeprav je resor namenjen tudi seveda širitvi na druga ozemlja. Tako da z tega vidika se mi zdi to dosežek. Zdaj, lahko se sprašujemo, kako je do tega prišlo in kdo je tle kaj igral spretno bolj ali ne. Mene to se vedno spomnim na takih primerih na en odlomek iz filma Pirati iz Karibov, kjer se eno tistih vojakov po ne vem še katerem uspešnem in čudežnem pobegu Jacka Sparrowa sprašuje na obali, a si to on sprot zmišljuje ali se mu sam posrečne. In tle se mi zdi, da je bilo dosti podoben. Tle se tudi jaz sprašujem, ali je bilo to vse skupaj premišljeno, da je prišlo do tazga rezultata, ali se je to pač sam posrečen. Zdi se mi tudi pomemben moment vrnitve Marte Kos na nek način pod okrilje, kakorkoli široko to krilo res je GS, ampak kakorkoli obrnemo, je tudi sama izjavila, da je povrnjeno zaupanje s premierjem. Kar seveda ni slabo za imič te stranke, ker če se spomnimo, to je bil prvi veliki fail.
gibanja, takrat ob kandidaturi Marte Kos za predsednico države, ki pa je očitno popravljiv za razliko od kakšnega drugega. Kaj sem še hotel reči v zvezi s tem? Ja, seveda, druga stvar zdaj pa je, ali bo Marta Kos dejansko potrjena, ker je bila, kot smo včeraj brali v Politiku, med usual suspects 5, ki ne bi prišli skozi zaslišanje. Če se to zgodi, seveda bo pa to spet ene vrste polom. Sicer bo resor ostal, ampak... Ne, ni nujno. Tudi to ni nujno. Tudi to ni nujno. Seveda, tudi to ni nujno. Seveda, lahko pride tudi do menjave, ker takrat bi mogla biti Bratušek za infrastrukturo, pa je bil potem Lenarčič. Bratušek za energijo, pa je bila bolj za transport. Ampak jaz bi spreden, sam v prid konteksta bi samo dodal, da Politiko še vedno velja za evropski tabloid, ne glede na to, tako da pač je treba... Mislim, hočem samo reči, da ne smemo pozabiti, da še ni potrjena uradno. Jaz tudi mislim, da tle, koliko sem si prebral zapis Politika o teh 5, da je res tako, kot si rekel, je bolj tabloidno, ker jih tudi označujejo z nekimi oznakami, ko je že padla ambasadorka, so ji rekli za njo. Tam nekje po 15. oktobru, ni še datuma natančnega, naj bi bila ta zaslišanja, ampak Antišek, kaj pa ti meniš? Ja, v dilemi, ki jo je s citiranjem Piratov s Karibov omenil Andraž, bi se jaz nagnil k temu, da mu je nekako ratalo. Da si sprot zmišljuje, ker če ti, jaz dvomim, da je predsednik vlade odigral celo partijo šaha, ki se je začela aprila na pikniku v Zbiljah ali v Medvodah, in se je končala zdaj sredi septembra. Jaz dvomim, da je odigral predvidel vse poteze, tako da jaz tukaj se res nagibam k temu, kar je prej Aljaž povedal. Se pravi, to je ena serija, po mojem mnenju, napačnih odločitev, da je morda zmaga v resorju, ki je bil dodeljen Sloveniji. Vse ostalo, od tega, da je predsednik vlade moral poklicati kandidatko za komisarko in jo v bistvu se pokesati za tisto, kar je bilo storjeno pred 2 letoma, približno, naprej se mi zdi pa dosti slabo. Jaz mislim, da je predsednik vlade želel odigrati eno zgodovinsko vzporednico vlogo tovariša Tita v odnosu do Stalina v času Informbiroja, se pravi, rekel je ne, tako bo kot mi pravimo, mi smo suverena država in tako naprej. Potem pa je vendarle prišlo do njega, da mogoče pa ne bo čisto, kot smo si zamislili v Sloveniji. Bi se pa ob tem še vprašal, spričo tega, da smo se znajdeli v taki časovni zagati, kot smo se pravi, dva ministrska oziroma komisarska kandidata včeraj nista šla na spoznavno srečanje v Bruselj. Eden od njih je Marta Kos. Kaj za vraga dela diplomacija slovenska? A nimamo mi diplomatov tudi zato, da opravljajo, bom uporabil izraz, špijonske zadeve v zvezi s tem, kaj se dogaja na političnem parketu, v tem primeru na Evropski komisiji oziroma v evropskih institucijah. Misliš, hočeš reči, zakaj ni bilo v drugem terminu? Ne, verjetno bi lahko informacija, si predstavljam, morda naivno, ampak verjetno bi lahko informacija o tem, da se pripravlja nekaj tazga v Slovenijo prišla tudi že prej in po manj formalni oziroma bolj neformalni poti in potem bi bilo te časovne zagate, ki smo jih priča zdaj, bistveno manj. Sam glede na to, kaj se je dogajalo, da je sklical, da pač vsi manevri so šli v smer, da imamo poskusiti narediti čim večjo škodo, ki so si jo na pol sami zakuhali, je bil pač včeraj sklicano zaslišanje, valjda, da ne morejo. Ja, ampak to je pa tisto, Nataša, zdaj samo kratek preskok, to je pa tisto, kad ti rečeš, uporabiš izraz, eni se to znajo iti, eni se pa tega ne znajo iti. V tem primeru nagajanja, ali rečemo temu, kot želimo, se opozicija to zna iti, sedanja pozicija pa ne ravno najbolj.
Dobro, samo Vsaj sedanja tisti pozicija del, ima vsaj tam je tisti del, ki je 27 kdajkoli držav. že bil prej v opoziciji. No, tako. Ja, ampak Antiša, če s tebe razumem, tebe se ti sprašuješ, zakaj slovenska diplomacija vlade v Ljubljani ni pač zaznala in povedala, da vesel ne bo šel čez prej, preden je to napisala Ursula von der Leyen v pismu, ki ga najprej sploh ni bilo. Ja, kakšen indic je verjetno že bil, ne? Sklepam. Saj je bilo več kot očitno, ne? Sam mislim, da je bila fora v tem, da je Golob mislil, da pač jo bo, ne? Da njega ne bo noben jebo. Ne? Pa to Mislim, ti pravim. zelo za zaprtimi To ti vrati. pravim. Nam ne bo noben govoril, kako in koga ne imenujemo. To, To je suverena pravica vsake države Ja. in ne, vesel na odru na Zbiljah je pač bil prezgodaj. Tako, prezgodaj se je veselil. Mislim, če bi v parih stavkih človek tole mogel opisati, je absolutno proces katastrofa, se ste omenjali, ampak resor pa, kakor stvari zaenkrat stojijo, dobesedno sedi pet, ker absolutno je v Sloveniji v interesu točno ta resor, torej širitev, zaradi tega, ker v soseščini včasih smo s temi državami živeli v isti državi. Zdaj pa so različne hitrosti, ko gre za vladavino prava, za človekove pravice in edino na, recimo temu, pravo pot jih lahko pripeljejo ti procesi, ko so se, recimo v sklopu približevanja EU, prisiljeni potruditi spremeniti. In seveda hočeš Slovenija okrog sebe in bližnje in malo dlje od samo tistih, ki mejijo na našo državo, imeti urejen neighborhood, kar seveda pomeni manj težav pri tebi doma. Kar sem zasledila v sklopu teh debat o komisarki je, da so seveda težek resor, bomo videli, če bo kakšna država se na novo priključila Evropski uniji. Mislim, to ne pomeni, če bo slovenska komisarka na čelu tega resorja, da bo Slovenija o čemarkoli sama odločala. Ne? Odgovor je ne. Kdor misli, tako nima pojma ne o tem, kako stvari v EU tečejo, ali si pa laže in je wishful thinking. Ne, jaz bi tukaj, EU je Nataša, če dovoliš, te bom dopolnil. Ne. To, Prosim. kar si ti rekla, je rekla Romana Tomc. Za Romano Tomc ne moramo reči, da nima pojma, lahko pa rečemo, da se je v tej izjavi strašansko sprenevedala. Mislim, to brez da si to dodal, veš, točno, kaj je njena naloga da tam. pač povemo, kdo je to Seveda. rekel. Ne? Ja, To je neskončno sprenevedanje. Točno to. Kako dobra bo komisarka, pa bomo videli ob koncu mandata, ko bomo videli, koliko novih držav se bo Tako. Evropski uniji priključilo. Lepo vas Toliko prosim. jih bo, natanko toliko jih bo, kolikor jim bo 27-terica prižgala zeleno luč. In kdaj je bila zadnja širitev, a kdo ve iz glave? 12, Hrvaška. No, evo, Kar pa 13 bo let. slovenska komisarka lahko delala, če bo dobila kljukico, porivala stvari naprej, brez česar pa niti ne prideš v situacijo, ko se lahko kaj spremeni. To pa bo lahko delala. No, pa še nekaj, ne? Ta resor bo finančno, po mojem, neskončno na udaru ali pa težak ali kakorkoli, ker je priključena tudi, če se prav spomnim, povojna obnova Ukrajine. Tako, tudi Ne? to. Ampak je tudi še malo med ene 3 komisariate vse skupaj razdeljeno. Primarno bo definitivno širitev. Ampak sej, ne samo Zahodni Balkan, tudi Moldavija pa Ukrajina. A se ni tudi Gruzija omenjala? A sem si prav zapomnil? Gruzija pa vlak Otišo. Ampak malce moram popraviti, Hrvaška je vstopila v EU 2013, se pravi pred 11 leti. To, Nataša, kar se rekla, drži, je pa tudi res, ne, da je širitev danes druge vrste žval kot širitev pred komisijo Jean-Claude Junckerja, ne, ki je potem tudi sam priznal, da je bila to napaka, sploh ni imela resorja širitve. In zato je Čakaj, delo, kako da ki ga ne? ima Jean-Claude Juncker, ni imel resorja širitve. A ja, on ni In imel, je- ko prej je bil Verheugen, je bil, ko smo bili mi Tako, še pred tako, vrati, ne? v Junckerjevi komisiji, ne glede na to, okej. kako pomembna je bila, širitve ni bilo v resorju in to je pač on kasneje priznal za strateško napako, ker je seveda zdaj treba znova, zato ker je širitev padla z dnevnega reda držav članic večina, ne, in je vse to, kar je Nataša rekla, 27 se jih bo morali strinjati, ne samo s tem, da pride kakšna država naprej, v članstvo, se mora tudi strinjati z zapiranjem poglavij in tako dalje. Tako. In tako dalje, ne. In
Skratka, to je še... Marta Kos bo imela več dela v Evropski uniji, ali pa vsaj toliko dela v EU, kot ga bo imela v kandidatkah. No, tako da... Kar bo lahko, tako kot si ti omenil, Juncker ni imel komisarjata za širitev, ker je mal toli iz glave dal, no, tako imaš lahko na tem mestu komisarja, ki ga boli, kdo se bo pridružil ali ne, pa lahko stvari ustavlja. Ja. Če bo tukaj na tem mestu Slovenec ali Slovenka, bodo te stvari definitivno šle naprej hitreje, kot bi sicer šle. Zdaj, če dovolite, bi jaz tukaj piko postavila. Skratka, Evropski parlament mora prestati kos zaslišanje pred odborom. Če želi iti skozi, ali Andraž je omenil, da jo omenjajo med tistimi, ki bi utegnili pasti, bo potrebovala, to pa ni malo, 2/3 podporo. Po tem zaslišanju vseh kandidatov pa bo mogel še Evropski parlament celotno komisijo potrditi na plenarki. Takšno zaporedje. Jaz mislim, da ona lahko pade samo, če bo pritisk iz desnega krila EPP-ja dovolj velik, ne? Ker sicer, mislim, neke kompetence absolutno ima, jezike obvlada, je verzirana diplomatka, da tako rečem, ne? Tako da mislim, da ji lahko samo, ne bom... Hočeš reči, da ne bo tako, kot je bilo z Bratušek, da če bo, ker ona ni bila pripravljena, jaz tudi mislim, da bo Kos svoj del oddelala, ni pa samo od nje odvisno. Jaz mislim, da je točno to, hvala Nataša, lepo si me povzela, kar sem hotel reči, ne. Pritisk čist politični, ne, vse te zgodbe okrog domnevnega sodelovanja z UDBO in tralala, mislim, to brez veze, ne. Ko UDBE ni bilo več, je bila Marta Kos stara 23-24 let, no. Treba je tukaj dodati, da je Ursula von der Leyen posebej rekla članim, poslancem, poslankam iz vrste Evropske ljudske stranke, da od njih pričakuje, da bodo v celoti podprli njeno komisijo. Ona torej ve, kje je glavni problem za to, da bi kakšen komisar in komisarka padel. Dobro, to bomo, čez mesec, a se je že kdaj zgodilo? Oprosti, Andraž, samo še tole. Seš, kako je, ne? Tudi znotraj Evropske ljudske stranke von der Leyen ni dobila unisone podpore. Ne? Tako, sej. Andraž? Se je že kdaj zgodilo, da je šel celoten predlagan sestav skozi, ne da bi kjerkoli padel? Mislim, da je bila z Bratušek prva. Ali saj tako iz higieničnih razlogov enega zamenjajo? Ne, ni bila prva, ne. Pa je bil že Butiljone, ki se je pa sam umaknil, to je bil tak znan primer tam leta, mislim, da 4, ne. In so bili primeri, ne. Ja. Se pravi, en bo padel. Skratka, nekdo bo padel. Ja. 5 pa najbrž ne. Eden ali 2 ali več. No, ok, če bi bilo treba staviti, stavim na to, da ona ne bo padla. Evo. Andraž, no, ki si tako rad staviš, zdaj pa žoga na penal. Ta teden smo dobili tudi, zdaj bo že 8. menjava se obeta na ministerskih mestih. Potem, ko je bil v Evropski parlament izvoljen obrambni minister Šarec, so do nedavnega iskali zamenjavo zanj, našli so jo pri Borutu Sajovicu, ki je vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda. Kaj menimo o njem, kaj menimo o tudi odstopu šolskega ministra Felde? Zamenjal naj bi ga dolgoletni direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj. Izvoli. Zdaj ne vem, zakaj je to žoga za penal zame. Sem bil v nizkem štartu in čakal, da boš citirala kakšno raziskavo ali kaj takega, ki je bila tudi objavljena med drugim 3 dni zdaj. Sem se mogel spet zgražati, kako spet senzacionalistično interpretirajo mediji. No, prosim, povej, o kateri raziskavi govoriš. Mislim, da je bil Vox Populi od dni na medije v Dnevniku in so spet na veliki zvon obešali, da je pa najnižja podpora vladi po maju letos. Pa sem šel gledati nazaj podatke po mestih, tle govorimo o nihanju plus 1, 2, 3, niti ne 3 odstotne točke, ne, kjer spet ne moramo govoriti o ničemer drugem, kot o pač nihanju. Ne. To sem mislil, da si mi hotela to nastaviti, ampak ok, v redu. Trenutek za konflikt interesa je minil. Če že nimam donatorjev, pa saj izkoristil. No, ajde, ministri. Skratka, 8. menjava, ena je bila Tatjana Bobnar. Enega po enega, ne, meni se zdi zanimiv ta Golobov princip, ne, ta nek kampanski princip, ne, zdaj na zamenjavo z obrambnega smo čakali v bistvu kar dolg časa, ne. Ker je bilo takoj po volitvah jasno, da ga ni več. Zdaj je bilo pa jesen kar velik stvari, ne, kar naenkrat se ta prislovična vroča jesen, ne. In to s komisarko gore dole in pa še na hiter cak ministra in pa je bilo še isti dan, novi šolski minister oziroma minister za izobraževanje, ki je bilo
kar presenečenje po eni strani, ja, po drugi strani pa spet ne. Mislim, dajmo se vprašati, koliko smo pa mi gospoda Feldo videli v medijih zadnje čase. Ne samo zdaj, ki je bil začetek šole, pa sploh ne zdaj, recimo, ko se je začel malo bolj glasno končno govoriti o stanju šolstva v Sloveniji. Imamo ta privilegij, da ga spremljamo od znotraj. Jaz še vedno mislim, da je šolstvo približno na takem stanju, nič boljšem, nič slabšem kot zdravstvo, s tem, da se zdravstvom vsi ukvarjajo, ker pač v šolah na plehnatih strehah ni toliko denarja, da bi lahko kaj resnega zaslužil. Tisto, ki je že z delovnimi zvezki, ostalo pa ni omembe vredno v primerjavi z zdravstvom. To je ta žalostna plat tega, zakaj se šolstvo nihče ne ukvarja. V glavnem, mene to ne preseneča, no, ta zamenjava, ker ta minister je bil praktično neviden. Zdaj tudi, kako razlaga, ne, da je to že dlje časa potekalo, pogovori z njim, način, na katerega je bilo skomunicirano, ta odhaja, prihaja pa ta, pomeni, da je bilo to res že nekaj časa očitno v pogovorih, ker se ni čakali zdaj 2 meseca na novega kandidata. Se mi zdi pa zanimivo, ne, ko je na eni strani Golob rekel, da je zdaj spoznal, da je na ministrskih funkcijah prostor za predvsem sposobljenega politika, ne pa toliko strokovnega človeka, in je potem v tem kontekstu imenoval Sajovica, ne, ok, kljukca, politik, v redu. Pa je prišel pa na mesto ministra za združevanje, direktor Zavoda za šolstvo. Zdaj, direktor Zavoda je tudi v bistvu nek način politična funkcija, ne, ker se imenuje verjetno, ne vem, a se, verjetno to neka vlada imenuje. No, bil je v zaresu, ni padel z neba. Te funkcije vemo, da niso čisto samo po strokovnih načelih tam, ampak drugače sem pa na prvo žogo sem rekel super direktor Zavoda za šolstvo, ta zihar ve, zakaj gre. To je lahko samo dobro, verjetno, ne vem. Tudi ga kar pohvalijo šolniki. Jaz mislim, da je to dobro zdaj, da se pa motam, bomo videli. V glavnem, to sem hotel izpostaviti, ne, ta kampanskost, ne, Golobova se mi zdi zanimiva, ne, ker je pa tudi v bistvu po nek način dosti pametna, ne. Imaš vse naenkrat, pa imaš pa mir, ne. Če ne bi se mogel pa z vsakim posebej ukvarjati, ne. Pa se mora, kaj je to zdaj že 8. menjava ministra v 2? Ja, ampak tudi prejšnja runda je bila tudi taka na horuk, ne, so bili 3 ali kako, veš, se spomnimo takrat. Bil je takrat Brežan, Ajanović Hovnik, pa kmetijska ministrica Šinko. Evo, se pravi, takrat so vsaj 3, če ne 4 so šli takrat, ne. Ja. Bež Žoradan, pa una sta bila pa posebna, evo, pa jih imaš 8. To so v bistvu 3 menjave, če tako pogledaš. Pa bila je še Dominika Švarc-Pipan, kar jaz vidim, Antiša, eno stvar, vsi zamenjani, ok, pač Šarec izvoljen, eni odstopili, kolikor so ali niso, z izjemo Dominike Švarc-Pipan, ki je bolj bila tudi takrat GS favoritka, so vsi iz Gibanja Svobode, kar se je menjalo. Kaj nam to pove? Recimo Levica z Mescem, Vrečko, Maljevac, eto stoji, zgleda. Ja, ne vem, kaj ti reči, no, ne vem. Da so slabo zbirali sami. Ali so pa samo kritični, ali pa pometajo pred lastnim pragom. No, ali pa ti pove, da je vendarle Robert Golob naučil, da koalicijski partnerji pač niso člani Gibanja Svoboda in da je drug nivo razprave in so druge meje v odnosu do njih, kot jih seveda imaš lahko do ministrov iz vrst lastne stranke, s katerimi lahko pometaš glih, kar ti paše. Ker se ministra za izobraževanje tiče, bi jaz samo to dodal, da je v bistvu vendarle zanimivo to, da se je ta menjava pripravljala in bila izvedena tako, kot je bila, ker nam to pokaže, da glej, saj se vendar da. Če razmisliš, če se pogovoriš in poiščeš alternativo, lahko narediš tranzicijo, ne da bi potem premier krpal luknje in bil še v vlogi ministra za to ali ono. Ne? No, kar sem jaz opazila v zvezi z bodočim obrambnim ministrom Sajevicem, je, da so ga precej hvalili ne samo opozicija, ampak tudi opozicija. Se spomnite, tudi ko smo prvo epizodo snemali, zmagovalec Kozmični dež, ga je hvalil, da je v poslanski skupini zelo priljubljen. Ne? Ampak so kar precej lepe besede tudi v opoziciji imeli zanj. Tako da, valjda so zadovoljni, da gre, ne? Dobro, mogoče, ne vem. V glavnem, ena pa nikakor se ne da, Stojmenova Duh. Ona bo spet imela konec meseca še eno interpelacijo. Zdaj v koalicijski pogodbi piše, da sami sebe ne rušijo,
Golob pravi, da uživa njegovo podporo, ampak resnici na ljubo, vsakeč, ko je to rekel, ni ravno bilo, da je trdno kot skala. Ja, se to je rekel tudi za Saj pravim, ja. Danijela Bešiča, ne? Ja, pa za Vesela. 2 ali 3 dni Za preden Vesela, preden se je potem zdravstveni takratni minister moral posloviti. Tako da, koliko izrazi takšne podpore, koliko veljajo, je tukaj vprašanje. Še večje vprašanje po mojem, pa vendarle, ne, zdaj se ponavljam in se zato opravičujem, ampak kje za vraga je razlika med tem, kar je naredila Dominika Švarc Pipan in tem, kar je naredila Emilija Stojmenova Duh, razen v članski izkaznici partije. Kar gre kontra temu, kar smo ravnokar povedali, ne? Da se pač da ministri iz vrst GS-ja lažje letijo, ali pa ministrica. Ne? Tako da ta del je res zanimiv. No, pa bi vam pa naslednjo temo odprla, če bi klele tukaj, a želi kdo še kaj dodati? Še ima kdo kaj? Ja, jaz bi sam No. to kot vinjeto. Ne? V resnici je bil danes teden za pospravljanje pred evropskim pragom, kar se Roberta Goloba tiče, ker je moral najti ministra za obrambo potem, ko je bil Marjan Šarec po nesreči izvoljen v parlament. Evropski moral je jeti skozi mlinček parlamentarni zaradi te kolabocije s pismom, ki se je sam zakuhal, ne, in potrditi Marto Kos in tako. Pač vse to bi lahko bilo že davno rešeno, če ne bi bil Robert Golob tako zelo nefleksibilen pri nekih stvarih, ki si jih on upič v glavo. Kot naprimer? Ja, no, kot naprimer to, da bo vesel. Tole pa veš, da bo Šarec mora iti na listo zato, ker ne vem, bomo glasove pobirali, pa je pa kar izvoljen, mislim. Kaj ste pa mislili, da so zgodili? Ne? Ja, in še Nataša, zdaj, ko si rekla, da so bili kar prizanesljivi oziroma so pozdravili imenovanje Boruta Sajovica, ne, jaz v opoziciji, jaz sem gledal Janšo, ki je bil vse prej kot prizanesljiv, on je rekel slabega na slabše, ne. Aha, jaz sem izjave NSI-ja Včeraj ujela. Aha, no, to pa. v Celju na sejmu je rekel slabega na slabše, zdaj bo obrambni minister nekdo, ki se ukvarjal mislim, da je on rekel z živinorejo, dobro, gospod Sajovic je veterinar, to je nekaj drugega, ampak še zmeraj, ne. Mislim, žaljiv je, no, v svoji maniri je žaljiv, vohajo kri, vohajo slabo formo in so zdaj pritisnjeni. To se znajo pa zelo dobro jeti, no. Prav, gremo k tretji točki, ki je nekatere med vami precej razburila. V javni razpravi je predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki dodatno regulira javno in zasebno zdravstveno mrežo. Zdaj, to, kar sta predstavila predsednik vlade in pa ministrica za zdravje, če sem jaz prav vse razumela, so glavne spremembe ali pa cilji omejitev dela zdravstvenih delavcev v zasebnem sektorju, spodbujanje, da če že želijo dodatno delati, da to počnejo v javnih zavodih, potem mislim, da tudi bo šlo za neka dodatna dovoljenja, če želijo za izvajalce zdravstvene dejavnosti, pa ureditve koncesij in skratka kar nekaj omejitev in regulacij, ki se zatikajo, se mi zdi, v kar nekaj zakonov. A mislite, da igrajo tukaj na zmago, ali so samo nekaj dali, lejte, probali smo, pa ne bo šlo čez? Ja, nekaj so morali, ne? Nekaj je bilo treba dati od sebe, glede na to, da smo šli kako se reče, z bajoneti ven na zdravstveni sistem, ki ga bomo uredili sredi leta 2022. Ne? Tako da jaz mislim, da je edino pravilno in logično, da se nekaj da ven. Ne? In jaz tudi kot državljan si želim, da bi se ta stvar uredila, da zdravstveni sistem začne funkcionirati in tako naprej in tako naprej. Ne? Moj pomislek je ene same narave in je a prioren in je načelen. Ne? Namreč to, da ki beži pred oblastjo, da tako rečem, ne? V tem primeru so to zdravniki, ne? Je vedno korak naprej. Vedno je korak spredaj. V razmišljanju, v delovanju in tako naprej. In to me navdaja skepso, da bo se iz tega se pravi, skuhalo nekaj, kar bo užitno za vse, tako za zdravnike kot za državljane.
Andraž, a ste vi morda kaj merili v zadnjem mesecu, ker zdaj stavka od 15. januarja traja, bolj ali manj, odvisno, nekateri jo zaznajo, nekateri ne, ampak a ste kaj merili, kje smo, kaj ljudje podpirajo, kakšno mnenje imajo okrog tega? Imaš morda kaj? Ne še. Dobro, sem spomnil, da ne pozabim tole ogledalo, komaj čakam zaupanje v institucije in poklice. Tole bo na vrsti, se mi zdi, da bi moralo biti zdaj v naslednjem mesecu. Ja. Tako da kmalu, Okay. ne, se je pa že spomladi poznalo v smeri, da so v bistvu zdravniki izgubili nekaj na zaupanju. Ne. Čeprav imajo stopnja zaupanja še vedno zelo visoka, to je treba vedno znova poudariti, da ne bo kakšnega nesporazuma. Poklic kot tak je vedno bolj zaupanja vreden kot institucija, ki jo zastopa. Tako da žal ne. Bi pa rekel tako, iz neke moje osebne ocene, pa ne iz osebne izkušnje, ampak tega, kar spremljam po medijih, pa slišim tudi z drugih ust, da se pa zdaj že res pozna tale stavka in da kakorkoli obrnemo tle na konec zmagovalcev, ne bo, največji poraženci smo pa seveda pacienti, da ne rečem plačniki tega sistema. Ja, pač sistemski problemi so, rekli so, ko so štartali z vlado, da bodo to rešili. Sprašujem se, ali to, kar so dali zdaj od sebe, zares bo nekaj, kar bo reševalo čakalne dobe, odhajanje kadrov, organizacijski kaos, na kar se opozarja, ali gre sam še, dajmo malo neke regulacije, nekje pa bo, pa nekaj bo. No, odgovor na tvoje prvo vprašanje je, da seveda tega ne bo rešilo. Ne? In to lahko sklepamo prvič iz dosedanje prakse, kjer karkoli se je poskušal z nekimi resnimi, velikimi ukrepi, od bešič Loredanovega metanja denarja v odpravljanje čakalnih dob, ne, do ne vem česa, nič ni zalegel, predvsem pa pač ni zalegel zato, ker se stvari ne loti na pravem koncu. Ne. Pač eden od problemov slovenskega zdravstvenega sistema je, na končni fazi so stvari relativno enostavne. Ne. Če Zavod za zdravstveno zavarovanje plača tok in tok operacij, bo pač javni sektor tok in tok operacij naredil. In če jih je plačanih 1000, ti se pa 1001 na seznamu, greš v čakalno dobo. Moraš čakati novih 1000 ali greš pa na privat. To so basics. In, mimo, dokler se ta del ne bo spremenil, javni del zdravstvenega sistema ne bo mogel kaj zelo drugače delati. Lahko ga popraviš, ampak sam zaradi tega, že to je en od osnovnih problemov. Tisto, kar je pa problem tega zakona in pristopa, kaj je to, predlogu sprememb tega zakona, je pa to, da vlada pride z enim predlogom ven, na kar neka Golobova znanka na kliničnem centru popizdi, ona dva govorita 1 uro in še isto popoldne, in on reče, ne, saj smo našli že neke druge rešitve. Pa kaj zdaj to? Ne? Tretjič, da ne govorimo o drobni podrobnosti, ki se reče svobodna gospodarska pobuda. Kaj zdaj to? A ti boš ljudem prepovedoval, da bojo opravljali delo, ki ga hočejo delati, a jim boš dal konkurenčno klavzulo v pogodbo o delu za nazaj? Jaz si resnično ne predstavljam, kako se ta vlada predstavlja, da bo karkoli od tega izvedla. Za nazaj ne, za naprej pa gotovo lahko. Sam pogodbe so za nedoločen čas, a ti jo bojo prekinili? Dobiš aneks k pogodbi. Ki ga boš kaj, podpisal ali pa ne, in potem bojo pa kaj mislim, čakaj, da bo posledica zakona to, kar so, ne samo, da bo zdravnike prostovoljno šli, ampak da jim bodo prekinjali delovna razmerja, rad bi videl ta film. In še nekaj, ne? To, kar si ti rekla, Nataša, na začetku. Ali oni dejansko, ali ni to vse skupaj samo showboating, zato da bodo mogoče zakon sprejeli, potem bo šel na državni svet, pa bo tam padel veto, pa ga morali še enkrat sprejemati, pa bo šla ustavna pritožba, ki bo trajala kdo ve koliko, in potem bomo kar naenkrat sredi leta ali pa spomladi leta 2025, ko bomo pa že globoko v predvolilni kampanji, oziroma jeseni leta 2025, bomo globoko v predvolilni kampanji, in potem bo pa to running on the problem rather than on a solution, ne, ker smo poskušali, ni ratalo, moramo še enkrat. Dajte nam svoj glas. Ja, ampak veš, Aljaž, enkrat na eni točki ti moraš začeti, kot pravijo, ne,
motivacijski guruji, vsaka velika pot se začne s prvim korakom. Ne? Nekje moraš začeti. A sem lepo povedal to, ne? Antiša. To je pa za A naslov lahko epizode. ponoviš, prosim ponoviš, lej, nisem... Jaz mislim, da je zabeleženo na magnetofonskem traku in Na to moralo zadostovati. magnetofonskem traku je rekel. No, ampak izseljevali te bomo. Daj. hočem reči, nekje moraš začeti, to je prva stvar. In druga stvar, če kdo misli, da bo šlo to, da bo šel ta proces zlahka in z lepimi besedami, se seveda moti. Tukaj se referiram na tisto, kaj bojo delali z aneksi, recimo, če jih bojo dobila, bojo prekinjali pogodbe ali kaj bojo delali. Ne vem, ampak ne, tukaj lepe poti, tukaj se bojim, da je ni. Ampak, a veš, zdravstveni sistem, osnovni cilj pa je, da se zdravstveni sistem dela. Ne? Na ta način ga bodo dejansko, po mojem mnenju, še bolj razfukali. In to bo pa v resnici, je pa in politično, da ne govorim o zdravstveni sliki naroda, je pa bolj škodljivo kot na nek način žaljivo vzdrževanje obstoječega stanja ali pa iskanje nekih drugih rešitev. Tako da, ne vem, glej, jaz sem jako skeptičen in to, kako bo ta stvar prestala politično pravno presojo, bom si kupil velik paket kokic. Si boš kupil sestanek pri enem guruju motivacijskem. Ja, in bova skupaj pol kokice jedla. Ja. Kako mi je ta lepo rata? Ta ti je ful lepo rata, jaz bi sam imamo to debato. To je bila ena taka na TV Ne za Slovenije, naslov. ne na drugo TV mrežo. To sem Tako, ne, ko govorimo o regulaciji, jaz mislim, a je šlo, upam, da ni šlo mimo vas, da se kar nekaj se je na temo kremšnit govorilo v zadnje dni. Ste ujeli? Nekaj sem mimo mene zasledil, je šlo v ampak celoti. No, je šlo tako, mimo skratka, mene. Mimo mene tudi, Če ja. me slučajno ne bo zraven, bi prosila, da se v mojem imenu zavzamete, da se regulira, da s kremšnite se prepove z rastlinsko smetano. Da taka obična, klasična, ja, ampak rastlinsko pa ne. Mislim, rastlinsko smetano je v osnovi treba prepovedati. Hvala lepa. Dober, sva že dva. Ja, prav, jaz bi zdravstvenemu poskusu dala piko in čakala, kaj se bo zgodilo, kdaj se bo zgodilo. In če dovolite Nataša, če smem, to prosim. sem hotel še dodati. Meni se zdi pa zelo indikativno, ko ste malo spogledali o tem, a je to bilo zdaj resno ali ni bilo, če sem prav zastopil, pa mislim, da je Ante še rekel, ali pa Aljaš, ko bodo volitve na horizontu, bojo pa vedno lahko rekli, no, ne, vse smo probali, pa ni šlo, ampak Ja, ja. zdaj še en mandat. Zelo podobna zgodba se mi zdi ta nesojeni davek na nepremičnine, kjer je bilo pa že kar direkt rečeno, ja, zna biti, da ga bomo sprejeli, ampak uveljavljal se pa ne bo pred letom 27, se mi zdi, a ne? Ker je tudi zelo jasno, kam pes taco mulja. Ja, ja. In jaz mislim, da bo tle, zdaj konc koncev je eno leto pa pol do volitev samo še v resnici. Ne? Jaz mislim, da se je kampanja na nek način že začela, tako da smo že prišli v to obdobje, ko bo vse podrejeno temu, kako prijeti do volitev čim manj poškodovan in čim boljši izhodiščni položaj za zadnje 2-3 mesece, oziroma zadnji mesec, ko je uradna kampanja. Tako da v kakšnih reformah po mojem tle ni več zagovarjati. Mislim, da se tudi ne omenja več ta beseda, ne? Reforma, da so bolj spremembe zakonov in tako naprej, kjer se pa lahko še marsikaj zgodi. Čeprav, ko so imeli na Brdu, so bili še kar, kaj, 2 tedna nazaj, ne, so bili še polni kar reformnega zagona. Ne vem, lej, jaz sem občutek, da je izginila beseda možno. Lej, ampak sej se strinjam s tabo, da zdaj smo že v obdobju preračunavanja. Definitivno. Medtem, no, ker sem že ravno omenjala to na začetku, vlada, medtem ko mi klepetamo, je potrdila kandidaturo Marte Kos za komisarko in predlog poslala v Bruselj. Zdaj pa, gospodje, smo pred dilemo, ker se enim mudi, ne? Ali se lotimo še JEK2 ali gremo na politbizarke in zadnjih 30. Mislim, da JEK2 bo še nekaj časa tema, tako da je lahko... Mislim, lahko pa se odpreš pa nastavaš, zakaj No, prav, skratka. bi o tem govorili. Sam tako sem imela v mislih, ker je tako malo podtalno se dogaja, vsak ta drugi tweet, ki ga dobim na X-u, je od ali Musk ali pa Westinghouse, sem rekla, ok, stvari se dogajajo. Skratka, novembra, če ste zgrešili, naj bi bil posvetovalni referendum o gradnji nove nuklearke JEK2. Vprašanje se bo glasilo, ali podpirate izvedbo projekta JEK2,
ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo. Stabilna in varna oskrba, se pravi z elektriko versus sončni paneli, vetrnice, hidroelektrarne. Ne vemo nič, ne kje bo, ne kdaj bo, ne koliko bo stala, ne Kako kakšne. ne veš, kje bo? No, It's in the Ja. name. Ne kakšne so morebitna tveganja. V Kranjski gori. In v luči, Mogoče tam Bovško okolje je bilo še bolj primerno za jedrsko. zablode, ja, kot vemo, a ne, ste pametni za popizditi, ne. Kot vemo, je treba. Navihanci iz zadnje Kočevju bo. klopi, a veš. Prav navihančki ste, Kočevju ja. bo. Ja, v Kočevju ne bo, ker vemo, kdo pokradli vse, kar bo Bakreng. Tam verjemi, da ne bo tudi. Nominacija, Ja, to pa je glej, nominacija samo zdajle, ja. povem, Mhm, kar mhm. je na terenu, a ne. Kako je Nežka skočila takoj. Takoj. Skratka, ne, nič ne vemo, ampak se že sprašujemo, ali podpirate. Zdaj, Westinghouse Čakaj, a ni napovedan že referendum? Ja, sej, Ja. to je povedal. Ja, Nisi ampak poslušal. ne, sej, ja, mogoče sem bil še malo z enim ušesom drugi, ampak kje, kdaj, jaz tega sploh nisem, jaz sem kar naenkrat so vsi začeli govoriti, referendum bo. No, to vidiš. Ja, novembra, veš, da tudi Odakle meni z se to glave res? šlo, kdaj. Ja, novembra katerega naj bi bil, ja. novembra. Ja, Tako. novembra. No, skratka, nova nuklearka je po izračunih T6 krat 15. Ocenjena, kaj bo je drugo, je med 9 in 15 milijardami, Teš je bil 1,4, pa smo v prejšnji epizodi že o tem presenečenju, kakšna nasedla naložba je. Skratka, Začel ni se je pa s 600 analize. milijoni, ne? Ja, Dva, ja, ne? seveda. Tako je. To je bilo Kusur. pred 2,5. Skratka, ni analize tveganj, kaj vse in koliko se bo to poznalo na naših žepih. Finančna konstrukcija naj bi bila znana šele 2028, spet gre za še en posvetovalec z vprašanjem, ki je zavajajoče. Udeležba bo, bom že zdaj napovedala, nikakva. Če bo večina za, bodo s tem opletali, da gre za kaj več kot posvetovalca. Če bo večina odkljukala ne, bomo pač kasneje še enega zorganizirali. Ne? Tako da, kar se mene tiče v tem trenutku, glede na to, da nič ne vemo, je odgovor hvala lepa ne, če lahko mečkam več informacij. Ampak do novembra tega ne bom dobila. Tle se v eni točki ne morem strinjati s tabo, jaz mislim, Ja. da udeležba ne bi bila nizka, zato ker smo imeli zdaj ne par referendumov in ne glede na to, da so bili skupaj z volitvami, eni pa celo ne, mislim, da se je mečkam spremenila dinamika v volilnem telesu. Druga stvar, vprašanje, kot sem ga jaz zasledil v medijih, tako vprašanje recimo pri nas v anketah ne bi šlo skozi samo preko mene mrtvog. Zakaj ne? Malo No, je sugestibilno. Ne? Seveda. Mal. Podarek na mal, ja. No, kar dej razdelaj to mal. A zaradi ne, pa tega ne, mislim, da če namiguškosti? Ja, seveda, ker to sta dve zadevi spet. Ne? Ti moraš le sem vprašati, a si za ali nisi. Ti ne smeš odpisati, kje bo to ne vem kaj. Ne? Ja, Ker bi ja, lahko ja. tudi napisal na drugi strani, ne? Čeprav bo zaradi tega Slovenija bankrotirala. Ne? A veš, naš drugače, samo drugo smer. Glej, ni v resnici jaz razumem, da pač metodološko je to vprašanje za pač vrniti ga nazaj na ročniku, ne? Ampak, a veš, oni te sprašujejo, dve stvari sta tukaj. Prvič, iz vprašanje sugerira naravo energetskega miksa, se pravi, ni samo jedrska, ampak mi hkrati se strinjate, da jedrska je nizkoogljična tehnologija in hkrati vam mi obljubimo, da ne bo samo jedrska v tem miksu. To je sporočilo tega vprašanja. Ne? To so tri vprašanja v enem. Tako, ne? Ampak to vse hkrati te sprašuje. Seveda, zakaj je tako vprašanje? Zato, ker mislim, da je bilo to enkrat zgodaj spomladi, mi imamo politični konsens po tom pitanju, kar je tako zelo redko kot, ne vem, zdaj se ne spomnim, okusen fišburger recimo. Dejstvo pa, da imamo političen konsens, pa ti seveda pomeni, da bodo politične stranke, vsaj v grobem, tiste v parlamentu zagovarjale pozitivno rešitev tega vprašanja, kar pomeni, Andraž, da bo že v osnovi
neka mal večja udeležba, zato ker se bo Tako. ljudi spodbujalo, da Tako. grejo, in hkrati, ker imamo strinjanje, ker se končno politika o nečem strinja, Aljaž, bo- Aljaž. bo In lažje. tudi, in tudi rezultat bi bil pozitiven, razen če se ne Tako. pojavi kakšna civilna iniciativa, ki bi iz ne vem katerega razloga že, ne, Ja, ampak civilna iniciativa brez političnega zaledja je dosti manj učinkovita kot AstroTurf civilna iniciativa, ki je v resnici podaljšek te ali one politične stranke. no, zdaj kjerkoli v resnici. Jaz sem tle imel zelo v mislih recimo princa znanega. Ne. On je lastnoročno obrnil mnenje glede družinskega zakonika 2015. No, mislim, lastnoročno, pač podprt z No, več ja, seveda. strankami in cerkvijo. ne. Se pa, A veš, kot to- vemo, o tem ti govorim. noben tak v resnici ni solo grassroots posameznik. Ja, tako. Ne? No, ampak govorite o tem silnem strinjanju. 4 stranke, vlada, opozicija so za to, ena ni. Kakšno je bilo pa strinjanje, ko je šlo za Tež? Enako. Vsi za. Ne, samo, Veliki denarji, kje smo pa zdaj, pa veš. Zares je imel time out. ugovor tam, ne? Time out. Za prvič, zares je zaradi tega dobesedno se žrtvoval na Ja, oltarju premoga. Ne? Tako. NSI je v končni fazi glasovala proti poroštvenemu zakonu, Teš 6 je bil izključno projekt SD in SDS. Levega in desnega krila In- ZKS. Absolutno ni šlo samo za en mandat, se je vlekel čez par mandatov, in če bi šlo za hude opozicije in ne samo ti dve stranki, ne bi šlo tako čez. No, ampak res, Nataša, to imaš prav, absolutno je šlo skozi več kot en mandat, ampak v tem času ne. NSI vmes malo iz parlamenta izpadla, Ja. zares je bil pa tudi samo eno leto tam not, oziroma 3. En mandat je bil. Mislim, jaz bi 3 leta. k tej debati samo... Na oblasti sta bile izključno samo SD pa SDS v tem času, ko se je Tako. Teš 6 valil. Jaz bi samo to k tej debati dodala, da vemo, da moramo to težavo rešiti. To, da so 4 od 5 strank za, je enako, je popolnoma nepomemben podatek, razen z vidika furanja tega skozi. Vprašanje, kakor je trenutno zastavljeno, implicira, da bomo mi brez države ostali čez par desetletij, če gre to tako netransparentno čez, kot je zdaj zastavljeno. Ne pravim, da ne rabimo nuklearke, ampak govoriti, ker jo 4 podpirajo, pa gut, je narobe. Mislim, hočem ti reči, da je zaradi dejstva, da obstaja politični konsens oziroma približek tega, bo to vprašanje manj kontroverzno, kot bi bilo Glej. sicer. To je moja analiza. Kaj še pa moje mnenje okoli tega, je pa mogoče majčkeno manj radikalno od tvojega, ne? Ali pa majčkeno bolj cinično, ker seveda vemo, da bomo to preplačali. Lej, To je jasno. eno je ne. 1 milijarda preplačati, drugo je pa že v štartu 9 do 15 milijard brez dodatnih izračunov. Že, a veš, bitka, ki se tukaj dogaja, ni v resnici o tem, ali nuklearko v Kočevju bomo imeli ali ne. Ne? Vprašanje tukaj je, ali bo šel ves dan za energetiko samo v nuklearko, ali bomo imeli vmes, ne, v tem 10 letih, ki se bo gradil, ali bomo razvijali tudi druge vire energije. In to je ključno vprašanje. Ključno vprašanje je, 10, ali mislim, bomo da moraš reči 20 odkriti letih. z ljudmi. Kaj rabimo, kaj lahko dobimo, ker če se jutri strinjajo in jutri začnemo to delati, prej kot čez 20-25 let ne bo nič. Kje bomo s No. tehnologijami čez 25 let, pa Vem, sam zdaj, to je pa spet, to je pa tako, kot je Antiš v Guru rekel. Ne? Enkrat moraš začeti, če boš čakal na tehnologijo, na onkoli no, nič. skratka, spoštovani, šli bomo na referendum, ki se ga bo udeležilo nekaj 10.000 ljudi, plačali bomo za to 4 do 5 Ne, milijonov. Nataša, in od ni tega res, Jaz ne bo ne. nič. rečem, da bo udeležba Ne. 35. Evo, tam nekje je. Udeležba bo 30 plus, sigurno. To zdaj močno podcenjuješ, res. Lej, za taki denarji, ki so v igri, za tako šalabajzersko vprašanje in za neobveznost tega, Pa kar bodo ni ljudje šalabajzer. povedali, in za kampanja, ki si sam omenil. Novembra bo, koliko si slišal tega, razen da vidiš na Twitterju, vsak ta drug tweet je od Westinghousa. Ja, Ja, pa oglas. kdo pa gradil? Mislim, Ja, ne vemo, Ja, no. Sonček. Ja, so že Francozi, dajmo tle, biti Francozi. resni. Ja, Ja, tako. seveda. Ja, no, ne vemo, Veš, da. o tem govorim. Zavajujoče. Znači,
Ja, V redu. Antiša, No, to se pa strinjam, Nataša, da pa večina o tem nima pojma, o tem se pa strinjam. Nataša, jaz ravno kar ugotavljam, da mi je šla baterija od kompjuterja, ki teče zdaj na to krško elektriko, ne, na 9% in da bo hiter crknil, če ne bomo šli. Dej hiter, preden crknemo. Preden crknemo, Politbizarke, Antiša začni. Ja, ajde. Politbizarke, ja, imam jaz, tukaj bom se ozrl na domače, na domače dvorišče. Ne. V Kopru so pred leti naredili eno zelo lepo gesto, po mojem mnenju, ker so slovenskim in italijanskim, v današnji italijanščini, imenom ulic na tablah, ne, so dodali tudi nekoliko drugače oblikovane table, na katerih je bilo ime, kot se je za to, torej konkretno ulico ali trg ali karkoli že, uporabljalo včasih, ne, se pravi v jeziku, ki ni današnja kodificirana italijanščina. In to se meni zdelo tako en lep poklon tukajšnjemu istrskemu obalnemu prostoru, kjer pač sobivajo različne kulture, različni jeziki, različni narodi in tako naprej. Potem se pa v Ljubljani nekemu birokratu na nekem inšpektoratu zazdelo, da to zna biti pa problem. Ne. In je iz tega nastal resen problem, o katerem se zdaj pregovarjata župan koprski in kulturna ministrica in iščeta načine, kako bi to uredili. Zakaj? Pa ste zdaj? Zaradi tega, ker ta nove table niso v slovenskem jeziku. Ok, a moram še kaj povedati? Kako smo pa to dovolili, Antiša? Pa kaj se pa pri vas dogaja? A smo se za to borili? Kjer del, Nataša? Ne vem, kater del. Mislim, kaj ima pa tujščina klepar nas zadelati? Ja, no, sam se res ne. Ja, to pa je res, no, ja. To pa je res. A ne? Skratka, bizarno, da se ukvarjamo, rekel, s preganjanjem nečesa, kar je v bistvu poklon ali pa opomnik na nekaj, kar je in kot je živelo v tem prostoru, kjer je danes Koper, Piran, Izola in tako naprej. Ne. Torej, konkretno gre za koprsko občino, ampak tako bi rekel, res bizarno. Pa po drugi strani ohrabrujoče, ne, ker če se vrh slovenske lokalne in nacionalne politike ukvarja s tem, to pomeni lahko samo eno, da večjih problemov v tej državi nimamo. V redu smo. Andraž. Ja, bom kar nadaljeval tlele, ne. Jaz sem zaznal, da poteka pa tudi v zadju in težek boj o pravilnem poimenovanju, ali je priključitev ali je vrnitev Primorske Slovenije. Lepo povezuje na tole Antiševo v več pogledih in spet zaključujemo, zgleda, da nimamo večjih problemov, mislim. A moram še kaj dodati? Hvala, Andraž. Zelo lepo. Dej mi sam res, premalo sem to spremljala, ker sem rekla, pa ne spet. No. Ampak, Antiša, ti si lokalc. Joj, ne, nisem, jaz sem iz Ljubljane. Rajš ne, jaz živim tukaj, ja. To je še kar. Pa ne, pa to je občutljivo, mislim, pa, a veš, ne, pa tukaj je tako, mislim, zelo preprosto, ne, zelo preprosto povedano, ne. A si za Kučana ali si za Janšo? Če si za Janšo, pol moraš tako razmišljati, če si pa za Kučana, moraš pa tako razmišljati. Ja, klasični naši, vaši spet, no, mislim. Totalno. Mislim, zdaj priključitev ali je vrnitev. Sej verjeten vemo, da pred, ne vem, letom 22 ali kdaj je bilo to odpeljano pod okrilje Italije. Ne, mislim, da kle so živeli Slovenci. To mi vse vemo, no. Zdaj pa se bomo pa okrog ene besede, se pa ne vem, no. Ja, to je res. Kot je rekel Andraž, ko je citiral mene, večjih problemov res nimamo. To je tako, veš kaj, naši, vaši. Ta teden ali prejšnji teden je na Netflix prišel Okorno boksar, ne. In zdaj, če si desen, si mogel to hvaliti na polno, če si lev, so bile pa kritike. Mislim, tako daleč smo, no. Aljaž. Enega kritika so kar besno napadali, če se prav zasledno, ne. Ja, Aljaž, kaj si pa ti zbral? Ja, jaz se pa ostajam pri zdravstvenem gnevu oziroma gnevu nad zdravstvenim sistemom. Danes je privršala novica, v bistvu poročilo Helene Lovinčič iz Radia Slovenija. Namreč, da imamo quelle surprise, samo še 84,000 bolnikov, ki čakajo na zdravstvene storitve nedopustno dolgo.
še konec avgusta jih je bilo namreč kar 156 000. Razlog za ta preboj pri reševanju čakalnih vrst in skrajševanju nedopustno dolgega čakanja na zdravstvene storitve je pa pač dejstvo, da so napotnico, se pravi napotnici zelo hitro, so iz dopustnih 14 podaljšali na 30 dni. Skratka, to je tako malo kot Ante Markovič, ki je reševal hiperinflacijo v Jugoslaviji, ki je vzel 5000 dinarjev, jim odrezal 3 nule in rekel, evo, to je 5 dinarjev, cene so pale, šta se sada narod buni. Moja politbizarka je pa, saj smo danes že kar nekaj okrog tega povedali, je zgodba okoli pisma, ki ga ni bilo, pol se je pa kar zgodilo. Kaj me je spodbudilo? V četrtek sem poslušala RTV poročila in gospa v dnevniku, kako pisma ni, potem pa se vklopijo v ekipo, ki dela Tarčo. No, Erika, kaj bo pa v Tarči? In Erika reče, objavili bomo pismo. Čak malo, kako pismo je, pismo ni, pismo, vsa ta kolaboracija okrog vesela, kada je sam odstopil, poslanca Žavbija, ne vem, a je ali ni, do vztrajanja šefa SDS, šefa komisije za EU zadeve, skratka, pokažite ga, pismorosno, pokažite ga. Ja. Skratka, so malo pozabili, da so eni EU standardi, ker če pismo je in uradno poslano, ga seveda moramo slej ko prej objaviti, če nekdo to zahteva. Tako da tole, cel šmoren pismo, no, objavite ga, je moj predlog. Naj ob tem še povem, kakšni so rezultati prvega kroga. Saga v računalnikih je kar konkretno zmagala. Tako 57+%, Kiki na BSF-ju se je dobro boril s 30 in pa anketa z ozadjem s 13%. Zdaj pa še zadnjih 30, Andraž, ker vem, da si ti v laufu, izvoli. Najlepša hvala, da si mi dala besedo. Sem preveril prej v internem chatu, da ne bi se zgodilo, da smo že kdaj to priporočili in zgleda, da nismo. V glavnem na TV Slovenija teče rerun serije o ugrabitvi in posledicah Aldamora. 78 Italija, za mlajše med nami, Esterno note, zunaj je noč v prevodu, še kar hecen termin, nedelja pa ponedeljek zvečer, potem pa spet 2 dela, naslednja dela ponedeljek, drugače pa na RTV 3 še spet, seveda, prva 2 dela že na voljo. Zelo priporočam, če si želite vpogleda, vam vem, da je bilo v tem posnetih več filmov v seriji, zelo zanimivo, tudi trivia, glavni igralec, ki igra Aldamora, je že igral Aldamora 12 let predtem, po besedah nekaterih je izrezan on. Zelo fajn pogled v tisti čas, v razmere, da se malo spomnimo, kako so ta še kar nora 70-ta v bistvu izgledala. Nekateri primerjajo to ugrabitev z besedami, da gre šlo za italijanski JFK, tudi ne malo zarot povezanih v zvezi s tem in menda še do danes ne povsem raziskano ozadje, kako je res do tega prišlo. Čeprav je neka skupina znanstvenikov pred časom debankala te zadeve in rekla, da tako hudo pa spet ni, ampak kakorkoli. Zelo zanimiv tudi koncept same serije, ker se predstavlja dogodek skozi glavne akterje. Se pravi, v prvem delu smo bili Aldo Moro, v drugem delu smo bili notranji minister Cossiga, izjemno zanimiva epizoda in bomo šli še tako naprej, mislim, da sledi v tretjem delu Papež. Zelo priporočam. Esterno note, zunaj je noč. Hvala. Nataša, smem nadaljevati v odsotnosti konkretnega predloga, pa samo en kratek razmislek, ki se navezuje na to, kar je povedal Andraž. To je serija, to je programski blok, ki se mu reče Dediščina Evrope, a ne, Andraž? Drži. Tako je, ja. In tisto, kar sem hotel povedati, je to. Take vsebine so ključna prednost javnih radiotelevizij pred komercialnimi radiotelevizijami. Takih vsebin na komercialkah ne bomo našli, pa samo še slabš bo, medtem ko jih najdemo na nacionalki in na nacionalkah. In take stvari utemeljujejo smisel, da nacionalne televizije počnejo to, kar počnejo. Hvala, Antiša. Aljaž, tebi dala zadnjo, če se strinjaš. Ja, izvoli. No, jaz pa priporočam znanstveno fantastični roman The Left Hand
of Darkness iz leta 1969 je, prevedli so jo v Leva roka teme. Začela sem jo prebirati in je krasen. Dogaja se na enem mrzlem planetu, na katerem so prebivalci androgina bitja. In vsake toliko pa se spremenijo v bodisi žensko ali moškega, ne vejo, kdaj se bo to zgodilo in ne vejo, v kateri spol se bodo spremenili. In pol pač takrat se lahko ljubijo in gor dol. In so zanimive stvari se dogajajo. Obišče jih človeški odposlanec in novači, da se pridružijo njegovi skupnosti. Skratka, zanimivi zapleti, razpleti, teme spolne identitete, sodelovanja, empatije. Skratka, kaj pomeni biti človek. Leva roka teme, avtorica Ursula K. Se bojim, da ne bom znala prav izgovoriti, zato bom samo črkovala Le Guin. Aljaž. No, moje priporočilo je pa knjiga, druga knjiga, ki sem jo prebral čez poletje in je v bistvu mogoče celo tudi za vas tri zanimiva. Namreč John Gans, ki je sicer, kaj je to, publicist, pisec, avtor, kolumnist, piše tudi Substack The Unpopular Front, je sredi leta izdal knjigo When the Clock Broke. Conmen, Conspiracists and How America Cracked Up in the Early 1990s. Namreč gre za pregled, v bistvu začetek razpada ameriškega neoliberalnega konsenza, ki se je potem zgodil v bistvu šele dosti kasneje, ampak vse to, kar mi danes vidimo v MAGA gibanju, v Freedom Caucusu, v vsej tej kultu osebnosti, ki prevladuje na ameriški desnici, vse to ima svoje začetke v konec 80-ih, začetek 90-ih in John Gans od primera do primera to zelo dobro popisuje in je v bistvu, potem ko to knjigo prebereš, ti marsikaj postane jasno, marsikaj od tega, kar je danes se zdi nelogično v ameriški politiki, postane jasno, med drugim tudi to, zakaj so zdaj desničarji kar naenkrat navdušeni nad Nanny Statom in tako dalje. Začne se z pač Davidom Dukeom in Patom Buchananom, Nataša se ga bo spomnila, konča z Donaldom Trumpom, ampak ne, ko postane predsednik, dosti prej. Skratka, močno priporočam, super je zabrati, pa tudi zelo zabavno je napisano. Ja, hvala, no. In hvala tudi vsem vam, ki ste zdržali do konca. Dobra urca, nimaš kaj. Če to pokrajšamo, tako kot čakalne vrste, je na 35.